Svoboda izbire je danes moja tema. Svoboda je zelo širok pojem. In rada vam bi danes razložila, kaj je za mene moja svoboda. Je moja svoboda to, da nisem trenutno zaprta v zaporu? Je to moja svoboda? A je mogoče moja svoboda to, da lahko hodim po ljubljanskih ulicah? Je to moja svoboda? A je moja svoboda mogoče to, da kuham, kadar se pač odločim, da kuham, in da jem, kadar se odločim, da bom jedla? A je to moja svoboda? Je. Na fizičnem nivoju, res je. Vendar je še ena svoboda. Svoboda duha. Ne glede na to, kje smo. Ali smo v zaporu, ali v kuhinji, ali na ljubljanskih ulicah, je pomembna naša svoboda duha. To pa si izbiram sama. Nihče mi ne more ukazovati, niti prepovedovati. Nihče. 100% sem sama odgovorna. Kaj mislim? Kaj čutim? Kaj verjamem? In da vem, kdo sem. In meni ta svoboda veliko pomeni. Zelo veliko. Ker tudi če sem v kraljevi palači in imam v srcu polno zamer in jeze in sovraštva, a sem svobodna? A sem srečna? Ne. Naša princesa Diana je bila v kraljevi palači, pa ni bila srečna. Zbežala je iz kraljeve palače. Šla je v življenje. Vendar sami pred seboj ne moremo zbežati. Ne moremo si lagati, da smo svobodni, če se jezimo, če nosimo zamere. To je težko breme. Zelo težko breme je, če sodimo, če godrnjamo, če smo nezadovoljni, če se jezimo, razmišljamo o smrti, kako nas bi odrešila teh zemeljskih muk. Če razmišljamo, ko bi že bil v penziji, kako mi bo lepo, ko mi ne bo treba več delati in se štempljati in tako naprej. Ja, kaj je svoboda? Kaj je prava svoboda za vse nas? Kaj je zame moja svoboda? To, da izbiram svoje misli, da si odločam, kakšnega duha bom sprejemala iz kozmosa, ki je zastonjski dar za vse nas. Lahko sprejmem ljubezen, lahko pa sprejmem jezo, lahko sprejmem sodbo, lahko tudi verjamem v bolezni. To pa je moja svobodna izbira. In to je prava svoboda, za katero moramo sami odgovarjati 100%. Ker če izberem jezo, moja jetra trpijo. Če izberem žalost, moja pljuča trpijo. Če izberem ločitve, sem osamljena. In če izberem smrt, pač moje telo gre tja,
par centimetrov pod zemljo. Moj duh pa tja, kamor ne želim, da nihče od nas ne gre. Imamo izbiro. In to svobodo si mora vsak izmed nas zaželeti in jo tudi učuvati. Nihče mi ne more ukazati, da nekoga sodim, da nekoga ubijam, da nekomu prepovem hoditi v službo, da nekoga prisilim, da se cepi. Imam svobodo izbire. Ali bom s svojimi dejanji delala tisto, kar človeku dajem spoštovanje, dostojanstvo, ljubezen, ali ga bom priseljevala, ali v delo, ali v cepljenje, ali v štempljanje prisotnosti v službi. In vsi tisti, ki bodo v naslednjih mesecih delali ponovno agende, priseljevanja, ukazovanja, naj se zavedajo, da bodo nosili veliko odgovornost, ker bojo kršili človekove svobodne pravice, dane z rojstvom na tej zemlji in tudi potrjene z našo ustavo. In bodo odgovarjali za to. Ne bi bila rada v njihovi koži. Res ne. Zato sem prepričana, da je zavest v Sloveniji, v Evropi in v svetu že tako visoka, da bodo ljudje preprosto rekli ne. Ne bom delal po ukazu, po odloku, po zakonih, ki so v nasprotju z matematično logiko in z naravnimi zakoni. Ljudje bodo rekli ne. Zato, ker bojo se ozavestili, da bojo nosili sami posledice, če bojo kršili naravne zakone, če bodo ljudi poseljevali, da izbirajo za svoje življenje nekaj, ker ne želijo. Ker ni njihova volja, njihova svobodna izbira. Verjamem, da bo še več vojakov reklo ne nasilju nad ljudmi. Verjamem, da bo še več policajev reklo ne vsem metodam, s katerimi naj bi ljudi prisilili v določene akcije in ravnanja in delovanja. Verjamem v to. Ker vsi smo bratje in sestre med seboj. Imamo svobodno izbiro. Vsi. Ne sme vas voditi želja po zaslužku, po statusu v družbi. Ne. Ne nas vodi svobodna izbira za sebe, da bomo srečni, zdravi, veseli, in da s svojimi ravnanji in zahtevami ne bomo nikogar posiljevali, priseljevali, ukazovali v nekaj, ker si sami tega ne želijo. Zelo preprosto. Imamo svobodno izbiro. Biti to, kar smo, otroci ljubezni, živeti po naravnih zakonih, upoštevati matematično logiko, ali ukazovati, ali strašiti, ali delati za denar. Vsak ima svobodno izbiro. Jaz osebno sem se že davno odločila, da bom delala na tem, da bom jaz svobodna od mojih zamer, od mojih jez, od mojih sodb, od mojih strahov. In sem. Res, sem svobodna. Ker ne more nihče več od zunaj vplivati name. Nihče. So pred leti, priznam.
ker sem bila tako naučena v šoli, na fakulteti, ker je družba zahtevala od mene poslušnost črkam, zdravnikam, sistemu. Ja, ampak vedno v svojo škodo. Še nikoli nisem naletela na človeka, ki bi rekel: veš, Iveljana, jaz ti pa želim vse najboljše. Zato, glej, to pa to, pa to pa to, pa to pa to sem pripravljen narediti zate, da boš ti bolj srečna, ti bolj ljubljena, ti bolj zavedna. Nisem še tega doživela. Strani vlade, strani občine, strani ministrov. Spomnim se, da sem na kulturo, mislim, da leta 92, 93, napisala lepo pismo. Da sem samostojna kulturna ustvarjalka, da delam za novo kulturo Slovenije, da sem duhovna čistilka, da imam dar spreminjanja teme v luč, neznanja v znanje, bolezni v zdravje in da delam od jutra do jutra in plačujem prispevke, normalno. In vendar, moje delo je bilo nevidno. In je še vedno nevidno. In do danes še nisem dobila enega evra od nikogar, ne od države, ki plačuje vojake za njihovo delo, ki plačuje policaje za njihovo delo, ki plačuje svoje čistilke za njihovo delo, plačuje šoferje, redarje, kriminaliste, vse plačuje država. Meni osebno država do danes ni plačala niti enega evra, še pohvalili me niso, da bi rekli: imamo v Sloveniji osebo, ki je mar za življenje, za zdravje, za pravico, za resnico, za svetost. Te pohvale še nisem dobila, nasprotno. Policaji so me vklenili, zaprli, polomili zapestja. Ko sem jih prosila, da naj zaščitijo mojega sina pred obdukcijo, so zaščitili sodnega izvedenca, ki je samo zato, da je lahko naredil obdukcijo in krajo organov, mene obtožil in naredil sum na kaznivo dejanje sebi dan. En dan za mano, ko sem jaz na policiji iskala resnico, pravico, pomoč, da bi zaščitili mene in otroka pred predčasno obdukcijo. Tako je. Zakaj? Zakaj je tako? Zato, ker se skrivajo za svojim neznanjem, z odloki, s pištolami, z nasiljem, z sodbami, lažnimi konstrukti, da prikrivajo svoja delovanja, ki so delovanja zaradi njihove teme. Ker se niso odločili za ljubezen, ker se niso odločili za človečnost, ker se še niso odločili, da bi vsi srečni, vsi blagoslovljeni, vsi v obilju. Preprosto zato, ker niso izbrali to, kar sem se jaz izbrala. Po svobodni volji sem se izbrala. In tudi, ko sem doživljala vse te neprijetne situacije v svojem življenju in lažno sodbo in lažno obtoževanja in marsikaj in kraje mojega premoženja, jaz sem vedno blagoslavljala vse te trenutke. Z besedami: odpuščam, se ne vedo, kaj delajo. Ne vedo, kaj delajo. Ker če bi vedeli, to ne bi delali. Zato je moje delo tudi v okviru Društva za srečno življenje Belis delo ozaveščanja. In pri tem mi Mihael neverjetno, srčno in z modrostjo in znanjem resnično pomaga. Zelo smo lahko hvaležni Mihaelu, noči in dneve pregleduje, ali so vsi ti odloki v skladu z ustavo ali ne. In vedno znova pač ugotovi, da niso.
da se kršijo naše svobodne izbire, da se kršijo naše svoboščine. Saj smo svobodna bitja, rojena za radost, za ljubezen, za življenje, za zdravje, za druženje, za veselje in ne za trpljenje in ne za ukaze. Svoboda izbire je najbolj pomembna svoboda, da drugemu pustimo svobodo. Da tisti, ki radi sodijo, ne pač sodijo, saj bodo obsojeni sami. Tisti, ki se radi izzijo, ne se pač izzijo, saj njihova jetra trpijo. Tisti, ki pa radi ljubimo, blagoslavljamo, pa pustite nas na miru. Ni nam treba priti računalnike vzeti, da bi nehali širiti resnico in ljubezen. Ni nam treba telefone vzeti, samo zato, ker nas želite ustaviti, da ne bi po telefonu povedali, zakaj se prizadevam in v kaj verjamem. Ker je resnica močnejša. Resnica je neuničljiva. Lahko ubijemo človeka, lahko ubijemo vse te prosvetitelje, lahko jih celo zapremo, jim lomimo roke in ne vem, kaj vse naredimo, ukrademo premoženje. Ampak resnice pa ne morete utišati, ne ubiti, ne zapreti, ker govori, iz grobov govori, iz neba govori, iz knjig govori, iz YouTubea že govori, vse posod se že govori. Raje se priključite in izberite tudi vi vsi, ki še niste ljubezen za vašo izbiro. Ker se boste boljše imeli, ker se boste vi dobro počutili, ker boste vi ozdraveli, ker vas bojo nehali ledvice boleti, pljuča, ne boste rabili se cepiti, ne boste rabili zdravil, ker boste dobivali zastonjski dar iz neba, ki je življenjska energija. Vaš avto tudi rabi bencin, pa veste, kam greste po bencin. Pa še plačati morate, da se peljete 500 kilometrov. Da pa živite radostno življenje, ne rabite ne bančne kartice, ne dovoljenje ministra za zdravje, ne dovoljenje duhovnikov, ne dovoljenje papeža. Samo svojo izbiro, svojo svobodno voljo imate, da si izberete ljubezen za svojo pot, resnico in življenje in živite srečno, radostno. In to je to. To je moje sporočilo danes vsem vam. Ne strahujte. Bodite to, kar ste, otroci ljubezni. In Društvo za srečno življenje Belis. Smo društvo, ker imamo na prvem mestu ljubezen do ljubezni. Hvala lepa za vašo pozornost.